Lepo pozdravljeni. Smo v Novi Gorici, kjer se odvija državno prvenstvo gluhih v orientacijskem teku. Organizira ga Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske v sodelovanju s Športno zvezo gluhih Slovenije. Na tem državnem prvenstvu je prijavljenih 27 tekmovalcev iz 6 različnih društev. Pa še ena lepa stvar. Na tem tekmovanju sta prijavljena tudi 2 otroka, stara 12 in 9 let. Pojdimo skupaj pogledat, kaj se dogaja na teku. Vsako leto je orientacijski tek običajno v gozdu, gluhi pa si ga vedno želijo po mestu. Tam je lažje najti točke, hitreje je, lažje je brati karto. Res uživam. Le edino tam sem se izgubila. En moški je prišel in sem mislila, da je prava točka, pa je imel drugo številko. Pri 3 drevesih sem iskala. Številke so bile drugačne. Vroče je, grozno. Temperature so visoke. Poglejte, kako sem rdeča. Uživam, le ene točke nisem uspela najti. 2 napačni imam, bi morala nazaj, pa bom pustila. A bo uspelo, pa ne vem. Bo kar bo. Dejansko pred, zaneham ploha, za ramena pred. Po dolgem, sončnem in vročem dnevu se je državno prvenstvo v orientacijskem teku uspešno zaključilo. Predvsem uspešno je bilo za domačine, saj so dobili skupno 9 medalj. V ženski kategoriji v starosti 16 do 49 let je prvo mesto osvojila domačinka Ana Rutar. Pri moških v starosti 16 do 49 let je prvo mesto osvojil tudi domačin Matej Prinčič, ki danes tudi praznuje rojstni dan. V moški kategoriji 50+ je prvo mesto osvojil tudi domačin Vladan. Pri ženskah 50+ je prvo mesto osvojila spet domačinka Julijana Jejčič.
Skoraj vsako leto zelo rada prihajam na orientacijski tek, res uživam v tem. Danes je bil po mestu, lani in predlani je bil po gozdu. Tam je težje, kot da bi bila izgubljena, ampak vseeno sem točke našla. Danes je bilo lažje po mestu. Poleg tega pa je bilo še zelo vroče, da sem bila čisto premočena. Danes sem dobila 3. mesto, pa bi bila lahko prva. Moja napaka je bila, da nisem dobro prebrala karte in sem zgrešila pot, pa sem morala nazaj in našla pravo pot. Veliko točk sem našla, vendar sem se vmes pri številki 7 izgubila in sem narobe prebrala karto. Še enkrat sem morala nazaj in potem se je lepo odvijalo. Le na koncu sem se spet malo izgubila, vendar sem spet našla pravo pot do cilja. To je moj popravni izpit. Drugo leto upam, da bo bolje. Udeleževal sem se državnih prvenstev od leta 2010 v odbojki na mivki, v dvoranski odbojki. Vedno sem bil drugi ali tretji, čakal sem, kdaj bom prvi, pa nič. Po 15 letih mi je končno uspelo osvojiti prvo mesto. Veste, danes je tudi moj rojstni dan. Bilo je borbeno. Tomi, Klemen Žnidar, jaz in Matjaž smo se borili, hitro tekli. Mislil sem, da so me premagali, vendar nisem pričakoval, da jih bom jaz premagal. Nemogoče je bilo. Pa sem osvojil prvo mesto. Uspel sem vse točke čipirati. Razlika med mano in Tomijem je bila 1 minuta. Presenečen sem, da je danes moja ekipa, moji domačini, vseh 9 oseb osvojilo medaljo. Presenetljivo, ne morem verjeti. Ponosen sem. Letos je bila združena kategorija od 16 do 49 let zaradi premajhne udeležbe. Konkurenca je, zato sem vedel, da ni lahko priti do prvega mesta. Vem, da imamo dobre tekače. Res je, da sem bil ponavadi vedno prvi, letos pa se je zgodilo, da sem osvojil drugo mesto. Nisem žalosten. Čestitam Mateju za prvo mesto in za njegov rojstni dan. Moj sin mi je rekel, naj grem na orientacijski tek, pa nisem mogla, ker nikoli nisem bila na orientacijskem teku. Samo spomnim se, da ko je bila moja hčerka majhna, sem jo peljala na tekmovanja. Videla sem, da ni lahko in da je težko. Tomi me je zelo spodbujal in rekel, da bomo imeli trening v orientacijskem teku. Poskusila sem in videla, da je težko. Vseeno sem prišla na tekmo, kar bo, pa bo. Res je bilo zanimivo, ni bilo težko. Izkušnje v mestu nisem nikoli imel, vedno samo v hribih. Prvič sem bil v mestu. Malo poznam to mesto, v drugih neznanih mestih bi bilo drugače. Letos pa smo prvič kot cela družina vsi dobili medalje. Prej tega nikoli ni bilo. Vedno je medaljo dobil samo 1 ali 2. Orientacijski tek je bil zelo lahek. Pot je bila, ampak pred ciljem sem ugotovila, da mi manjka še številka 9 in sem morala nazaj. Malo sem se zmedla, bolje bi bilo po vrsti. Iskala sem jo,
potem pa sem jo našla in tako izgubila čas. Šla sem nazaj. Ko sem dobila listek, sem bila presenečena, da sem 2-krat čipirala številko 8. Malo sem bila tudi poškodovana, ampak nič hudega. Bilo je lepo, tudi vreme je bilo lepo, čeprav vroče. Vesela sem 4. mesta, ostalim ženskam pa čestitam za osvojene medalje. Lani sem bila prvakinja, tudi prej sem vedno zmagovala, letos pa se je zgodilo, da sem ostala brez medalje. Nič hudega. Naredila sem nekaj napak, poleg tega je bilo zelo vroče. Oba otroka sta tudi dobila medaljo, česar sta zelo vesela in je to odlična motivacija za naprej. Prvič tekmujem v orientacijskem teku v Sloveniji. V Rusiji pa večkrat treniram v šoli in vključujem se med slišeče. Tekmovanje je boljše v Rusiji, ker je težje, tukaj pa je lažje. Ko odrastem, si želim postati močna in dobra v orientacijskem teku. Danes prvič tekmujem v Sloveniji. Tukaj sem čipiral vse, brez napak in zmagal. Državno prvenstvo se je zaključilo. Želimo vam lepo poletje, lepe dopustniške dni. Uživajte z družino, sorodniki, prijatelji. Mi pa se spet vidimo konec avgusta, ko bo državno prvenstvo gluhih v odbojki na mivki. Lepo poletje!